Ok, da ne bomo preveč se zadebatirali, gremo že k naslednji, ki je pa znana potem ne samo, da je influencerka, ampak da že nekaj let profesionalno vodi Instagram profile za posameznike, podjetja in medije, med drugim tudi za Kozmopolitan Slovenija. In pa še, da je leta 2018 v imenu svojega naročnika Kokta prejela nagrado za najboljše komuniciranje na družbenih omrežjih, ki jo podeljujejo poslovni mediji. Ana Cepec, lep pozdrav! Jaz bom tudi kar tu od spredi, če je kul, tako da me vidite. Torej, moram to vzeti, danes pa imam PowerPoint, Nataša ga nažalost ni imela. Samo je bilo kul. Ok, začnimo. Torej, strategija vodenja Instagram profilov za različne naročnike. Prvo se bom malo predstavila, če me še ne poznate. Torej, sem ustvarjalka vsebine za razna podjetja, tudi vodim Instagrame, Facebooke, sem kreativka, fotografinja, ja, tudi instagramerka, vplivnica, imen je ogromno. Torej, ja, študirala sem v bistvu umetnostno zgodovino in prevajalstvo in to je bil res tak zanimiv študij, sem tudi diplomirala, ampak blogerska pot pravzaprav me je pa zanesla v Instagram, Facebook, v vplivnosti marketing in zdaj sem tu. In zdaj delam, pač sem na svoji samostojni poti. Torej, moji naročniki so bili in so Kokta, tudi Kozmopolitan Slovenija, velikokrat me vidite na Kozmopolitan Slovenija Instagramu. Tudi sodelovala sem z Ford Slovenija, Renault Slovenija, ogromno pač naročnikov je v ozadju. In ja, tukaj je še nagrada, ki jo je že David omenil. Letos, 2019, sem pa tudi prejela od Slovenija pač za Nana Coffee & Bistro, ki je lokal v Mariboru. Smo bili med top 10 Instagram profilov. Torej, edini na Štajerskem, ki smo pač prejeli to nagrado. No, ful snižična. Ful nisem navajena v javnosti govoriti, tako da... Hvala. Ja, mislim, da je skozi Instagram ful drugače govoriti, kot pa toliko javnosti med toliko ljudmi in ja, je za dihati. Tako, v bistvu, na kaj moramo pač biti pozorni, če vodimo pač podjetja, da vodimo njihove Instagrame, njihove družbene omrežja. Torej, prvo je najbolj pomembno, da je naš Instagram pač vzgled za druge. Da lahko si naš naročnik pogleda, kaj delamo, kakšne projekte ustvarjamo, da pokažemo svoj portfolio, da naredimo svojo spletno stran, da se pokažemo na najboljši način. Torej, tukaj je moj Instagram. Moje podjetje v bistvu se pa imenuje Social Media Rebel in to ime ni prišlo zlahka, ampak vseeno se mi zdi, da me točno trofi, pač to je to. In stojim za tem, da sem pač upornica, da vse te projekte delam pač na drugačen način, tako kot bi vplivnež v bistvu sodeloval z podjetji. In da je edinstven način, da z srcem delaš te projekte in to je to. Tako pa izgleda moj portfolio. Je ful pač zelo minimalistične, tako da si lahko potem vsako podjetje si lahko pogleda v bistvu, kaj sem že delala, v čem sem sodelovala in tako dalje. Torej, v življenju lahko definitivno dosežeš čisto vse, pač samo upati si moraš, samo prvi korak moraš narediti. Torej, preidimo na strategijo za različne naročnike in jaz sem v bistvu mnenja, da pač vsako podjetje pač stoji za svojo zgodbo. In to zgodbo mora pač tisti, ki vodi Instagram, mora poznati to zgodbo. In če ti zgodbe ne poznamo, definitivno na Instagramu to ne bomo mogli pokazati. Torej, preden pa začnem tudi z urejanjem Instagrama, si to zgodbo preberem, pregledam, naredim research, pri tem mi pa tudi recimo pomaga ogromno Pinterest, kjer si pa tudi ustvarim moodboard. In moodboard recimo izgleda takole. To je za Ford Slovenija, oba moodboarda v bistvu, kjer se je združilo več Instagram profilov. Tukaj je moodboard za Ford Slovenija in Kokto, ki sta sodelovala, pa še potem moja malenkost zraven, pa še Ford Slovenija, apartmaj Vela Piran v Piranu in jaz, pa še Sneaker Station in se je potem vsa ta zgodba
združila v celoto. In recimo tak feed, pač mislim v bistvu Pinterest board, mi pomaga, da si oblikujem neko zgodbo, da mi kreativa pač začne teči, da si ustvarim ideje in tako dalje. In zdaj še imamo tu recimo primerjavo dveh profilov, ki sta si med sabo res kot dan in noč. In Kokta recimo, imamo Kokto pa Cosmopolitan Slovenija. Torej, Kokta se kaže skozi kontraste, je zelo barvita, tudi modra pa rumena sta zelo kontrastni. In točno to prikazuje pač ta feed, Instagram feed. Da vidimo, da je tvoja stvar, tvoja Kokta. Torej, ti posamezniki, ki so na feedu, so vsi samo svoje, prikazujejo točno, kar pač Kokta prikazuje. Cosmopolitan Slovenija je pa zelo miren profil, zelo roza, zelo ženstven in prikazuje točno to ženstvenost, ampak ima tudi visok pač engagement, zaradi tega, ker so objave so zelo privlačne in tudi nenormalno pač hočemo potegniti ljudi v to, da sodelujejo z nami, da je komunikacija dvosmerna, ker komunikacija na Instagramu enostavno ne more biti pač enosmerna. In to je najbolj pomembno, kar si morate zapomniti, če hočete za koga pač voditi profil, da komunikacija mora biti za sledilci. Torej, to sem že v bistvu povedala. In pomembno je tudi, da je zanimiva, zabavna vsebina, da si jo ljudje pogledajo, da si jo sledilci pogledajo, da bojo komentirali, delili slike. Da potem pa še o tem, da strategija definitivno ni samo ena. Strategija se bo vedno pač na en profil se bo prilagajala zaradi tega, ker vsako podjetje je edinstveno, samo svojo in na to se moramo mi pač prilagoditi. Torej si verjetno zgodbo o njih preberemo, si ustvarimo neko podobo o tem podjetju in tako potem tudi Instagram vodimo. Lahko se pa držimo recimo določenih pravil in smernic. In te smernice so, da pazimo, kdaj objavljamo, statistika vsakega profila je pomembna. In te številke, ki pač so pomembne. Recimo Instagram se toliko se updata, ampak vseeno spreminja ta svoj algoritem vedno in s tem moramo biti na tekočem enostavno. In pomembno je, kdaj objavimo fotografijo, ob kateri uri, na kateri dan. Pomembno je tudi pač, kolikokrat se ta slika všečka, deli, kolikokrat sledilci to fotko delijo v DM, kolikokrat ti jo komentirajo. In tudi en fun fact, v bistvu je najbolj perfektna ura za pač objavo na Instagramu je 15 do 9 zvečer. In bi rekla, da v bistvu to tudi velja, ker zvečer je pač največ ljudi na Instagramu, na družbenih omrežjih in tam ponavadi pride največ do komentarjev, do všečkanja, do deljenja. Moramo pa tudi paziti, da tisti ljudje, ko nam pač komentirajo, da mora biti več kot 5 besed v komentarju. Zaradi tega, ker to Instagram zabeleži, da je več vreden komentar. Potem imamo pa še recimo naši sledilci. Če ima en sledilc naš, recimo več kot 100 000 sledilcev sam, je on power profil. In to Instagram ve in če on nam ta komentira pod fotografijo, bo ta fotka avtomatsko pač prešla v search in bo vrglo ven jo večkrat, enostavno večkrat jo bo pokazalo, vsem drugim tudi večkrat jo bo vrglo pač enemu sledilcu na feed, pač na Instagramu. Torej, pa prvih 5 minut je definitivno ključnih, ker potem Instagram zazna, kolikokrat je bilo všečkano, komentirano, ali bo še to fotografijo kdaj pokazalo v naslednjih dnevih, ker na žalost Instagram ni več kronološki in si vsi verjetno želimo, da bi bil. Pomembni so pa tudi projekti. Torej, projekti, katere izvajamo, pač da sodelujemo z različnimi podjetji, lahko tudi povežemo različne Instagram profile med seboj, ki imajo podobne sledilce, imajo neko podobno zgodbo. Pred kratkim sem recimo ustvarjala mogoče poznate, z Teto Frido in z Teja Jeglič Design. In to je prineslo več kot 3000 organskih sledilcev med seboj, zaradi tega, ker je bila nagradna igra med seboj narejena. Teja je dala torbico, Teta Frida je dala čokolado. Opla. Ok.
Okay. No in tudi pred kratkim, pravzaprav kako leto nazaj, sem sodelovala z Kokto in z Ford Slovenija in se je potem naredil zanimiv shooting, zanimiva kreativna pač izvedba projekta, kjer smo umestili Ford Mustanga in Kokto pa mene. In potem je to prišlo do zanimivega projekta, do izmenjave sledilcev in to je zelo lepo, če lahko pač recimo dva profila med seboj povežemo. To je še v bistvu trije projekti, tega sem že omenila, Ford Slovenija, Kokta. Tukaj pa recimo je izveden projekt za Pitaroso na Kozmopolitno in jaz vedno ustvarjam pač, če je izdelek, da naredim lifestyle fotografije. Torej, da je lepa fotka, da je zanimiva fotka, da jo bo nekdo pogledal, pač tu so recimo čevlji zelo lepo prikazani, ampak ne preveč vsiljeno. Potem za Renault Slovenija, ki pa je zunaj, tudi taka Čar, smo pa ustvarili v bistvu članek 4 najbolj instagramabilne točke Slovenije in se je avto ful lepo vključil v celotno zgodbo. Torej, kako v bistvu to delo organiziram? Ja, v bistvu delam tak 24/7, ampak mi pa omogočajo recimo različne aplikacije, da si olajšam delo. Predvsem pri Instagramu je buffer app zelo pomemben, ker lahko svoje objave načrtujem, da se mi same objavijo naprej. Ampak moraš biti admin na Facebook page, tako da to je catch. Potem Unom app, kjer lahko tudi pregledam objave naprej, vidim, kako se feed lepo dopolnjuje, da je estetsko izpeljan. Pa Lightroom, definitivno Lightroom, kjer pa tudi vse fotografije uredim, da so presets ustvarjeni, da se celotni feed med sabo usklajuje, da je pač popolno. Ja, potem pa še Facebook page, ads, pa Pinterest. Pinterest je definitivno iskanje idej, kreativa in pomaga, da pri vsakem podjetju naredim pač moodboard. In še navdih. Navdih definitivno iščem v vseh vsakodnevnih stvareh, v umetnosti, v tednu mode, v Instagramu, v vseh objavah drugih ljudi in potem to pripelje do novih idej in najbolj pomembno mi je to, da si pač vse te ideje zapišem. In te ideje potem pripeljejo do novih projektov, do zanimivih kreativnih projektov. Hvala za pozornost. Mogoče, če ima kdo kakšno vprašanje, zdaj na hitro, lahko izkoristimo. Drugače pa še enkrat en aplavz za Ano. Ana, hvala.